Za to nocoj v Kaj dogaja gostimo investitorko, predavateljico in ustvarjalko uspešnega finančnega podcasta. Z nami je Marja Milič. Marja, pozdravljena. Prvo vprašanje, kako si pristala v svetu financ? Si že kot otrok pazila, kako porabljaš denar, kaj kupiš? Ja, v bistvu prihajam iz družine, ker smo zelo preudarni z denarjem bili in smo še vedno, sem z Gorenjske, mogoče tudi kaj pove. Ja, moj oče je kar zelo, ne bom rekla, da me je izobraževal na tem področju, ampak sem ga zelo podrobno opazovala. Veliko me je naučil tudi o konec koncev o odlaganju zadovoljstva, se pravi o premikanju nekih nakupov daleč v prihodnosti. Vedno je rekel, kad sva šla v trgovino, bomo prišli nazaj. Tako da nisem dobila tiste igrače v tistem trenutku, ko sem si to zaželela. Ampak takrat, ko je bil čas za njo? Takrat, ko je bil ta pravi čas. Na Barbie, ko sem zelo dolg časa čakala. Takrat, ko si ni bila več zanimiva. Ko ni bila več zanimiva, res je, ja. Zdaj ustvarjaš svoj podcast. Ali si s tem podcastom že mogoče uspela razbiti kakšen mit, ki ga Slovenci imamo o investiranju? Ja, zdaj, če pogledamo stanje na bankah, 33 milijard denarja se nam dobesedno valja na bančnih računih. Jaz bi rekla, da se zelo počasi spreminjajo stvari, ampak se. Mislim, da ljudje mislijo, da je investiranje preveč zapleteno, da je potrebno imeti ogromno denarja. To so neka prepričanja, ki se selijo iz roda v rod, da je investiranje preveč tvegano. Pa mislim, da ljudje poskušajo preko investiranja poiskati neke bližnjice. Bližnjice do hitrega bogastva, da bomo vsi postali čez noč milijonarji. To je nekaj mogoče, kar si marsikdo želi. Dobro, Marja, tudi midva sva bolj tako s temi financami. Ampak si želiva. Si pa želiva, tako da ostani na kavču, pa bomo nadaljevali kasneje. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno finančna strokovnjakinja in investitorka Marja Milič. Marja, pozdravljena. Marja, ti si ženska v svetu financ. Predstavljam si, da je to še vedno večinoma moški svet, ali se motim? Ja, to je pretežno moški svet. Jaz se zelo dobro počutim v tem svetu, moram iskreno priznati. Je pa res, da zadnje čase zelo veliko žensk začenja zanimati ta vsebina, kar me neizmerno veseli. Jaz si želim, da bi bilo čim več žensk v tem svetu. Je pa res, da ni veliko ženskih investitork takih, ki bi bile prepoznavne. Recimo Katie Wood je ena izmed teh, če gledamo globalno. Se kaj razlikujemo, ženski pa moške? Jaz bi rekla, da malce se. Ženske se mi zdi, da smo bolj vzgojene v risk menedžerke, se pravi, znamo obvladovati tveganja, ker smo bile vzgojene v tem duhu, pazi, da ne padeš, pazi, da se ne omažeš obleke. Medtem ko fantje se mi zdijo, da so mogoče malo bolj nagnjeni k tveganju, počasih naredijo kakšno potezo, ki mogoče ni najbolj preudarna. Ampak drugače investiranje je šport za vsakogar. Ali moraš imeti ful nekega denarja? To se zelo lepo povedal, šport za vsakogar. Se pravi, neka pravila igre je treba seveda spoznati, naučiti se je treba nekih osnovnih pravil, zato da lahko na tem parketu, borznem parketu, dobro igraš, karkoli že igraš. Kaj pa je neko osnovno pravilo? Jaz bi rekla, najprej se moraš ustrezno izobraziti o različnih inštrumentih, ki so na voljo. Zdaj, veliko je neke terminologije, ki nam ni poznana, nismo se nikoli o tem učili. Recimo inštrument. Recimo, naprimer, da se pravi delnice, obveznice, skladi in podobno. To so stvari, ki jih ne poznamo, so nam tuje, tako da je treba to spoznati. Tako kot pri, ne vem, katerem koli drugem športu je treba spoznati neka pravila, tako tudi pri investiranju. Jaz ne vem veliko o financah, zame je denar nekaj, kar zaslužiš, zato da lahko živiš, pa si nekaj kupaš, kar ostane, dam na stran. Je to čisto zgrešena logika, bi se mogla najprej, če bi hotela začeti izobraziti v teh terminih, kako začeti v bistvu? Ja, dobro vprašanje. Najprej bi rekla, da se treba izobraziti, zato da razumemo, kako v bistvu igrati to igro na borznem parketu, zato da ne naredimo veliko napak. Je pa res, da v svetu investiranja prevladujejo zelo veliko čustva, se pravi strah in pohlep, sta dve glavni čustvi, ki se konstantno borita, tudi znotraj naše glave. Ampak z znanjem in znanje se mi pa zdi, da nekako obvladamo lahko tudi ta čustva.
Tako da definitivno prvi korak izobrazba, drugi korak bi pa rekla, mogoče bi malo spremenila način razmišljanja, ko dobiš plačo, bi vseeno razmišljala o teh dolgoročnih ciljih, čez 10, 20, 30 let, pa bi mogoče namenila tem ciljem 10-20% dohodka, a ne? Zdaj delamo pač to napako, da rečemo, če nam kaj ostane, pa damo na stran in dostikrat se nam zgodi, da nam nič ne ostane. To je treba dati na začetku. Jaz bi rekla na začetku. Zdaj, omenila si izobraževanje. A bi bilo smiselno, da imamo tudi, ne vem, že v osnovni šoli nek predmet finančno pismenjevanje 1? Ja, to bi bilo zelo smiselno. Sicer se že naši otroci učijo nekatere osnove v sklopu gospodinjstva in državljanske vzgoje. Koliko dejansko je te vsebine, se bo malo zdržala, no, mislim, da je absolutno premalo. Tudi nekatere učiteljice gospodinjstva in državljanske vzgoje pač ne poučujejo, ker tudi same ne poznajo vsebine. A ne? Kaj pa vrednote in denar? A smo lahko pri investiranju tudi načelni? In kaj smo lahko, tista? ja. Smo lahko, seveda investiramo v delnice ali pa v nekatere inštrumente, ki so nam blizu vrednostno. Ne? Pač ne gremo investirati v orožarsko panogo, ampak izberemo mogoče neko drugo panogo. Kljub temu, da ima lahko zelo dobre... Zelo odlične donose, ja. Ampak ja, če to ni v skladu z našimi vrednotami, a ne pač bomo preskočili. Ampak prej si omenila, 33 milijard leži na bankah v Sloveniji. Bi rekla, da Slovenci niso dobri investitorji. Meni se zdi, da Slovenci predvsem investiramo v nepremičnine. Ja, to je res. Zelo veliko denarja se steka na nepremičninski trg. Mislim, da tudi cene odražajo to, a ne cene so presegle. A pa je to narobe ali je to... Preko 5000 evrov za kvadratni meter je danes cena rabljenega stanovanja. To so kar velike številke, marsikdo si ne more privoščiti stanovanja. Zdaj moramo pogledati, koliko smo nagnjeni k tveganju. Nepremičnine načeloma niso tako tvegan inštrument kot recimo delnice, ker je v bistvu večja nihajnost, a ne? Ampak ja, vseeno zato, da investiramo v nepremičnine, potrebujemo imeti večjo količino denarja. Kaj pa mami, oči, ali smo mi bati? Knjiga, ki si jo napisala? Ja, to pa je vprašanje mojega sina. Mislim, da me je to vprašal pred 15 leti. Moj sin je danes 19 let star. Prišel je iz vrtca in me je vprašal, ali smo mi bogati, in sem bila šokirana. Kaj naj zdaj odgovorim, ne? Ampak ja, pa smo hitro ugotovili, da je bila to debata z vrtčevskimi kolegi. Ja, to pa je tudi odmev staršev, tako da verjetno so se doma kaj pogovarjali o tem. Je pa v zadnje časa slišam in tudi opažam, da so tudi nasprotno vprašanje, in sicer ali smo revni. Tako da že otroci v vrtcih se pogovarjajo o... Kakšno je njihovo finančno stanje doma? Dejansko se res o tem pogovarjajo, ja. Zdaj, za konec sam še tako, če nas pogledaš tole našo ekipo, ti kot strokovnjakinja, tako na oko, kaj bi rekla, kdo je najboljši investitor? To pa težko ocenam na zunanji izgled, ampak glede na to, da so rdeče oblečeni, bi rekla, ko je rdeče obarvane tečajnice, pomeni, da pač dogaja se neka korekcija na borzi, tako da ti si modro oblečena, se pravi modri investitor, če bi potem sklepala, ampak obleka, ja, to je pa Jaz sem že povedala. To je pa neutralno. Obleka ne naredi človeka, tudi pri investiranju težko sodam po obleki. Marja, najlepša hvala, da si bila naša gostja. Želimo ti še veliko uspešnih investicij, čim več finančnega izplena in pa čim višji oziroma širši domet tvojemu podcastu. Najlepša hvala, enako. V svojih zadnjih izdehljajih pa se na naše ekrane vrača priljubljena telenovela. Kdo odhaja? In kako dolgo ga ne bo? Vse to nam izda opozicijski... Palomar.